tej sezoni začenjamo z rubriko Napaka pa taka. V 3 trditvah so 3 besede neustrezne. Če jih znate popraviti v 15 sekundah, vam podarimo po 5 točk. Kar začnimo s prvo trditvijo. Oves je vsesplošno uporabno žito. Uporablja se ga za pripravo piva in kvasa, pražanje nadomestek kave. Če njegova zrna oluščimo, dobimo ješprenj in če tega skuhamo, dobimo ričet. Prosim za popravke. Čas se izteka. Poglejmo vaše popravke. Rumeni žal tokrat niste odgovorili. Aha, osnovna šola Simona Jenka Smlednik, ve pa ste napisali hmel. Poglejmo, če imate slučajno prav. Žal ne, to je bil ječmen. Ja, pravi odgovor je torej ječmen. Ove sicer kdaj pa kdaj dodajo pivo, tako kot hmel. Če pa bi vas babica videla delati ričet z ovesom, bi bila pa jezna kot kak bikec. No, in ko smo ravno pri bikcih, prisluhnite naslednji trditvi. Balet Carmen je najbolj znano slavno delo francoskega skladatelja Georgesa Bizeja. Zgodba tega dela je postavljena v Španijo in med drugim se pred gledalci odvije tudi prizor bikoborbe. Poiščite napako, napišite pravo besedo. Tokrat mislim, da sta obe ekipi odgovorili. Poglejmo vaše odgovore. Opera in opera. Ja, ta odgovor pa je seveda pravilen. 5 točk za obe ekipi. Seveda gre za opero Carmen, v kateri v višave letijo melodije. Me pa zanima, ali kdaj tam srečajo tudi kakšen balon. Balonu na vroči zrak, s katerim smo ljudje prvič v nebo poleteli konec 18. stoletja, zagotavlja vzgon dejstvo, da ima topu zrak v njem večjo gostoto od hladnega zraka, ki balon obdaja. Dobro premislite, posvetujte se in popravite napako. Poglejmo vaše odgovore. Osnovna šola Miška Kranjca Ljubljana, vi ste napisali manjšo, dekleta pa tokrat niste odgovorile. Ja, manjšo bo tudi pravi odgovor, res je.